kuhala zdravo hrano, kuhali smo, cel dan smo bili na eni delavnici, da smo videli praktično, kako je to življenje pravzaprav vegansko dobro, enostavno in kako se splača na tem področju delati spremembe. Kalček je bil takrat edina mikrotrgovinica v Sloveniji takrat in pa na tržnici je bila ena mikrotržnica z vso biološko hrano, ki so jo takrat poskušali tisti pionirji prvi, med katerim je Kalček bil in mi v društvu Jam seveda tudi. Smo pač takrat v društvu za razvoj človeka posvečali en del naše dejavnosti tudi tej hrani in smo prirejali tudi veliko delavnic, ki so bile celotedenske tudi, kjer je bila veganska hrana vedno v vseh 3 obrokih, sledice in tako. In tam so se ljudje tudi malo praktično naučili. Danes praktičnost imamo tamle, v trgovini sami, ki ima zdaj toliko artiklov za toliko okusov na različnih nivojih prehranjevanja, lahko najdemo tle noter pravzaprav vse. Če želimo zdravo živeti, lahko samo v eno trgovino hodimo v Sloveniji in imamo od praška do čistila, do vsega, kar potrebujemo, eko, biološko, v kakršnikoli obliki na enem mestu. Kar je res, je pa tudi, da je ta hrana dražja in da je treba vedeti, da ko jemo energetsko bogatejšo hrano, jo rabimo manj. Torej, prvi stereotip, ki ga imamo, da je ta hrana dražja, ja, je dražja. Ampak mi jo rabimo manj kot normalno hrano, ki je prazna hrana, ki je hrana strupi, za katero bo telo moral plačevati svoj davek. In vsak plačuje s telesom svoj davek. To je dejstvo, ne? In tukaj ne moramo nobenega ne moramo nekako prisiliti v eno hrano, starši nekako določimo tisto, kar bo otrok jedel. In jaz sem recimo pazila, ker sem bila sama s sladkorjem zasvojena, da moj otrok pač od 3. leta ni jedel sladkih stvari. In potem na eni točki bila tudi veganka, ko sem jaz opustila svoje stvari, in na eni točki je potem jedla pravzaprav čisto vse in pristala tudi v McDonald'su in je sama eksperimentirala dalje. Tako da jaz mislim, da je to tako kot z religijo, da starši lahko to prepustijo otroku po 18. letu, da sam se odloča o tem, kako se bo prehranjeval in če mu že sami po sebi nekako ne morajo nuditi najboljše možno. Recimo v Nemčiji 94% otrok je samo biološko hrano, kar je svetovni rekord, sem prepričana. So ženske toliko zaveščene, da otroci, dojenčki ne dobivajo nobene druge hrane. Kar imate vi tle gor, sem vam jaz pripravljeno PowerPoint prezentacijo, ki jo boste lahko si sneli, kjer so vse povezave na izjemno veliko področji znotraj prehranjevanja, znotraj zdravja, čiščenja telesa, zgodovine tega, kar vam poskušam danes zgostiti, kakor se lahko reče. Tle not imate ogromno enih napotkov, ki so iz katerih lahko vi še naprej in naprej razvijate. Vsem danes poudarjam tudi to mojo knjigo prvo Lidija, v katerem sem se jaz tudi podrobno opisala, kako sem jaz prehranjevanje spreminjala do 33. leta. To je bila avtobiografija moja in jaz sem takrat imela zametke raka in na jajčniku in moje telo je šlo samo v svoj proces. Jaz nisem poznala enega vegetarijanca v svojem okolju. Nihče od moje družine, mojih prijateljev, mojih učiteljev, kogarkoli, sošolcev ni bil vegetarijanec. Skratka, na to pot sem šla popolnoma sama in tudi znanja ni bilo takole, kot je zdaj. Zdaj je stvar tako preprosta, da v bistvu vse, kar potrebujemo, je, da vstopimo v eno trgovino ali pa da si sami pridelujemo čim več organske hrane na svojem vrtu, na terasah, na balkonih, kjerkoli se le da. Ali pa da poznamo vsaj ljudi z kmetije, kjer to tako počnejo. Jaz sem šla od mesa, prvo stopnjo sem naredila skozi to, da smo mi v tistih letih zelo veliko mesa jedli. Ogromno. Ni bilo nobene jedi, ki bi ne bila pripravljena iz
brez mesa, pravzaprav že od zajtrka dalje, redko kdaj je bil dan brez mesa. In še takrat se nam je zdelo, da nam nekaj manjka. Skratka, jaz sem na eni točki imela totalno odpor telesa do mesa, ko se je zgodil sred poletja in jaz sem morala to nehati. Ni bilo nobenega moralnega prepričanja, nobene sodbe, ker pač smo vsi tako živeli. Saj ni bilo nikjer nobenega, ki bi nam rekel, tole pa ni dobro. Takrat je pač tak čas bil v tem delu sveta, ker sem se jaz nahajala. Tako da, prva točka je bila ta, jaz ne moram več tega mesa jesti. In sem nehala. In potem se nisem več vrnila. Enkrat sem imela eno manjšo operativni poseg in sem takrat pojedla tudi en poralni zrezek, ker je telo prav hotel frekvenco tistega, ker je bilo tle v zdravljenju prizadeto, ker sem šla čez tiste anestezije in ostale zadeve manjšega posega. Maternični obroček so mi pač odstranili in je bil to operativni poseg. Takrat vem, da sem jaz rekla, da se hočem tale poralni zrezek in moj takratni mož je mene tako pogledal, kaj pa ti je, ne? Skratka, kar jaz zagovarjam je, da če vam telo reče, da morate nekaj narediti, vi to morate narediti. Ni takrat nobene te zapriseženosti, ja, jaz sem vegan, jaz sem presnojedec, jaz sem vegetarijanc, jaz sem. To ni nič važno, kaj si, ne, konc koncev. Važno je, kako to skozi tebe deluje in kaj ti pol ven daješ od tega, ne. Prvo je važno, kaj not pride, drugo je pa važno, kaj ven pride. Ni važno, da sem jaz mlada, pa lepa, pa da me hvalijo, ampak je moj bistvo to, da jaz funkcioniram v tem svetu, ne. In da jaz delujem z vso svojo energijo, ki jo lahko manifestiram in da sem jaz zaradi tega, ker tako delujem, in kreativna, in odprta, in komunikativna, in taka do sveta, in zaradi tega sem pa lahko pričakujem, da bo tudi svet se vrnil mi tak nazaj. Ampak zaradi tega nisem nič več, nič manj. Ker na tej stopnji razvoja je pač za moje pojme to primerjanje in tekmovanje res nesmiselno v celoti. Jaz sem videla veliko klišejev, sem v zadnjih letih pokazala, kako ljudje zdaj to sprejemajo in kaj mi je in kaj mi ni, in koliko je v Sloveniji tudi odpora do veganstva in kakšni procesi sodni so se celo tle dogajali na temo neprimernega hranjenja, kako so starši z nekako vegetarijanski starši vegetarijanci so nekako zelo bi rekla, ustrahovanje od sistema samega, da pač otrokom ne morajo dati več čist veganske pa vegetarijanske hrane, ker naš sistem pač to ni navdušen. Koliko mi nismo navdušeni nad recimo določenimi stvarimi v medicini, recimo, pač oni tudi niso navdušeni nad tem, da mi rečemo, sej medicina pa ni na eni točki več potrebna, ker čeprav ješ, ne boš rabil medicine. Tako je. In zdaj, če mi pogledamo, koliko enega našega potencijala gre v to, da se mi omogočamo zdravo življenje, polno, je zdravstvo zelo velik faktor. In še hkrati živimo v nekem večnem strahu, da bomo tudi mogoče zboleli ali da smo kje nekaj narobe počeli in da se bo to na dolgi rok poznali. Jaz nekako bom rekla, da sem pristaš tega, da se stopnje delajo počasi in na temo resničnega poslušanja svojega telesa. Ker pa vem, da je na začetku zelo težko, zaradi tega, ker so določene sestavine v hrani, ki so zelo posesivne. In če hrani odvzamemo en del njene, recimo kot sladkorju, recimo če imamo predelan sladkor, če imamo predelano moko, če imamo predelane maščobe, kjerkoli na ta način, da so toplotno obdelane, in mi v bistvu vzamemo. Če mi nekaj odvzamemo in vnašamo v telo to koncentrirano, kot so te same snovi, jasno, da pride na dolgi rok do velikih anomalij. In jaz razumem, da se te anomalije začnejo poznati šele, ko se tam prevez ta naš organizem, tam polovica življenja, rečemo. Tam nekje pri 40, 45, 50 se bo začel to že zelo, zelo poznati. In na 55, in na 60, in na 70, in na 80.
Skratka, ta demenca, te Alzheimerjeve bolezni, osteoporoze, vse te najhujše bolezni, ne, so pravzaprav zasnovane že zelo spodaj. Ker če bi organizem ves čas imel prave snovi, ne bi prišlo do tega, da možgani nehajo delovati in tako naprej. Skratka, mi imamo možnost se zdaj učiti o čemerkoli in raziskati kjerokoli bolezen in pač upoštevati kjerokoli faktorje na svete, kaj je dobro, kaj ni dobro, super hrana, ja, super hrana, ne. V glavnem, jaz pravim tako, če si ti bolan, boš mogel malo se pozdraviti najprej. Če si zasvojen, boš mogel najprej zatoviti, od česa si zasvojen in pa na tistih zasvojenostih delati. In meso in mesni izdelki so res največja, bi jaz rekla, zasvojenost, na katero je človek tako res navezan, bom rekla, in 7 let rab telo, da dejansko ščisti to. In še enem dele možganskih celic, če imate še kak zapis, še po 7 letih, še vedno čutite potrebo v tem, da bi meso jedli v sanjah, pa telo ne rabi tega. Kar je narobe, je pa to, da ljudje, ko nehajo meso jesti, nič ne spremenijo drugih stvari. In potem pride do velikih anomalij in bolezni in bolj vegetarijanstvo ali veganstvo krivo, da je nekaj narobe. Ne, to je samo zato, ker ni nadomestka bilo pravga. Recimo, zdaj je čija prišla do nas pred leti in je to ena žlička majhna čije, semen iz Peruja, verjetno poznate eni ne, je nadomestilo za eno jajce beljakovin in je ena popolna beljakovina z vsemi minerali možnimi, izjemno okusna, neutralna, gre na zelenjavo, gre na smoothie, gre kamorkoli jo bomo dali, bo funkcionirala dobro. V želeje, v kreme, skratka, nisem srečala še nekoga, ki bi jo imel tako, da bi mu jo ponudil skano že v neko zgodbo, da bi mu ne bila všeč. To so pa recimo tibetanske kroglice medicine, so pa tako grenke zapiti način, kako moraš sebe zdraviti skozi tibetansko medicino, je pa tako težek, da dejansko greš skozi vse tiste faze, kaj si ti res narobe počel, da moraš zdaj to grenkovo piti in si stiskati skap vsak dan in v toplo vodo in požirk tople vode prej in 3-krat na dan. Skratka, same priprave, lepe koglice, lepo, jih moraš vsak dan zmleti. Skratka, ti imaš za to samo zdravljenje zelo veliko dela. Zelo veliko. Torej, če je nekaj prej narobe, pol mora biti tudi malo grenkova, Pa če nam je bolezen najprej na to pokazala ali pa kakršnakoli druga stvar, ki ni funkcionirala, pa ni bolezen, recimo, če nismo zadovoljni s svojim potencialom energetskim ali pa če se nam zdi, da ne moramo dosegati enih ciljev, ki jih želimo, pa bi jaz tudi v hrano pogledala, da tle kaj lahko zboljšamo. Ker ko imamo mi veliko energije, pol je vse mogoče. Tle je Jaz 25 let ne živim od medicine, v tem času nisem pojedla analgetika, nobenega, razen tisto, kar so mi dali zobe, anestezijo, antibiotika in tako. Imela sem pa vse vrste bolezni od A do Ž. Knjigo Lidija imate zdaj pri meni na Facebooku za vse, da od danes dalje slovenski bralci brezplačno. 2 obliki imate, eno je interaktivna, ena je pa navadno PDF knjigo lahko berete. In tam noter podrobno piše, kako sem jaz šla od A do Ž, od tega mesa, ki sem ga nehala, do tega, da je prišla makrobiotika v moje življenje, ki je bila tako komplicirana veda, da jaz takrat nisem vedela, kako naj jaz zdaj vse to vem, kaj je tla yin, kaj je tla yang, ajda, yang je, to je najbolj yang. V bistvu tam so zahtevali, da jaz vsako jed poznam po količini jina in janga in potem nekaj uravnotežujem. Jaz nisem vedela nič, kaj bi s tem, res dejansko. Nobenega ni bilo, ko bi se posvetovala z njim. Knjiga je bila pred mano. Pisali je pa noter nekaj. Odstranite vse, kar je belo. To je prva točka. In tukaj se jaz strinjam s tem še zmerom. Gospod Kuši še živi.
gospa Evelyn je odšla z rakom na materničnem ustju. Dost zgodaj, nižje od povprečne japonske dobe, ki je pa najvišja na planetu Zemlja. Skratka, Japonke živijo najdlje in 85 let, so lepo nasmejane, skoraj da brez gub, nepuklaste in uspe. Jejo večinoma tudi meso, jejo tudi ribe, jejo zelo malo tega, jejo tudi bel riž, recimo, in jejo raznovrstno. Tako da, kar sem se jaz od Japoncev naučila, ki so mi zelo blizu potem, da ne puščajo hrane na krožniku, pri njih je pač to nevljudno, ne? In se meni zdi, da je to treba nekako kultivirati tudi tle na zahodu, da nas vzhod tam daljni zelo lahko veliko nauči. Otroci že od malega vejo, da se hrano vzame vsem toliko, kakor jo boš prijedel, in to lično pripravljeno, da mamice na Instagramu objavljajo vse, kaj jim dajo z kuške, mucke, vse hkrati že zelo kreativno, ko jim pripravljajo malco. To je zdaj prav obsesija s tem po socialnih medijih, bom rekla. Ampak te otročki so taki. In tam so tudi moški malo manj stari od žensk in tudi zelo vitalni. Azijci so nasplošno za moje pojme strašno mladostni in zelo vitalni ljudje, kot sem jaz bila sem v zadnjih letih zelo veliko v Aziji. Nekaj časa, tudi pol časa tam, pol časa tle. In tudi malo sem pokukala v Ayurvedo, iz te recimo makrobiotike. Torej, makrobiotika odstrani vse, kar je belo. Se strinjamo lahko vsi. Ne vem, kdo bi lahko zdaj dvignil roko toliko. Ne, tle pa nimaš prav. Torej, vse pice, vse McDonald's, vse adijo, nič več. Pica, ne. Ne, dokler mi ne date polno zrnate, dokler mi ne date tam bolj kakšno biološko stvar, ni nikjer v Sloveniji tega, fajn, ni. Ne? Kuhano, ne kuhano. Ko enkrat vidiš, ko greš naprej, se pač ta evolucija se spreminja. Jaz sem pol šla na post. Po tistem, ko sem jaz videla, da imam jaz v telesu nekaj narobe, je moj telo avtomatično rekel post. Masaže ni bilo več, ampak rak je še bil. Zametek, ko bi šel zelo hitro let naprej. In jaz sem šla na 11-dnevni post. Zame je bilo to takrat zelo težko v enem obdobju. Tudi listirali smo se takrat. Recimo, tle gor imate enega strokovnjaka za poste v enem od teh intervjujev, ki jih je Alja Tasi naredila. Mi, da smo skupaj še delali z Nandito Šah, z tole indijsko ajurvedsko zdravnico, ki zdravi vse bolezni tega sveta z hrano. Brez kakršnih koli dodatkov, brez super hrane, brez vseh ostalih. Ona ima izjemen uspeh z zdravljenjem sladkorne in ta je v 3 tednih recimo spravi ljudi z polovico jih nima več nobenih zdravil, polovico so pa spustili ta indeks toliko, da so zmanjšali za polovico vse njihove zdravila. In to je vse merjen, ona dela te tečaje, ona ima načrt celotna Indija brez sladkorne bolezni. Če jaz to zdaj povem, tle medicini v Sloveniji me bojo malo da ne tlačili v polje. Na enem delu sveta ima pa ena ženska projekt, kako celotno Indijo, ker je veliko sladkorne bolezni za čuda, ker ta Ayurveda ni, pa tantra, vse to ni zdaj kar delvar naprej. Če si šel ven iz tega, če si kot civilizacija zavil ven iz tega, potem enostavno boš moral se vrniti. In tle je Indija sama nekje zelo zaveščena, zelo zdrava, na enih nivojih pa tudi veliko bolezni, pa veliko takih popolnoma neprimernih še opravil v tistem zelo vročem podnebju. Skratka, Nandita pravi, da določene kožne bolezni ni mogla pozdraviti na dolgi rok, ker je na koži še možno, da hrana tudi ob najbolj popolni ne deluje. Ona zagovarja zelo veganstvo kot edin način prav. Tukaj imamo pa mojstrico na Prani že 14 let, Slovenka, ki dela v polnosti svoje delo
nič več ne je. Ne? Tako da jaz se danes prihajam od tam, od McDonald'sa do ranojedstva. Ne? In pol mora vsak nekako videti, kje se nahaja, koliko ima teh svojih slabosti, koliko želi aktivno v resnici spremeniti ta svoj del življenja, ki pa bo v vsakem primeru povzročal spremembe tudi na ostalih stvareh. Ker dejansko več, ko imaš osvoboditve strupov, če telo ne rabi več tega, da predeluje ene strupe in če ješ recimo stresno hrano, večinoma sadje, je pač sploh ni zastoja. Ne? Ti lahko non-stop deluješ tako kot jogo recimo lahko začneš delati potem, ko poješ pol melone recimo. Sadje samo gre direktno v energijo in tle ni nobenega zastoja. Solata z malo maščobe, aha, tukaj že pridemo do zastoja. Že čutim razliko jaz recimo. Ne? Ker na eni točki je telo popoln inštrument, ki ti bo dal vse znake. In zdaj, kaj preglasi ta popoln inštrument, da ne ve, da se prav obnaša? To so rituali takih, navada našega življenja, vsakodnevni rituali. Gremo na kavo s tem, gremo na to, gremo na čip, gremo sem. V glavnem, gremo k mami na kosil, ne, ko je tam najboljš, tako. Vezanost na okuse, jaz to imenujem. Vezanost na navade. Mi pa vsi želimo nekaj več v življenju. Jaz vem, da vsak ima tam nekje zapisan, ja, kako se mi vsaj le nekaj drugega še zgodil. Ja, če boš razbil te navade in te monotonosti na enem nivoju, boš pač tudi to doživljal in lahko boš to doživljal pa non-stop. Odvisno, do kam boš potoval, ne? Ker tako kot je naše življenje na samo potovanje, je tudi ta veriga prehranjevanja znotraj nas samih eno samo potovanje. Ne? In jaz razumem, da mi tle delamo ves čas tudi ene kompromise, koliko se bomo socializirali. Recimo, če bi jaz ne jedla nič hrane, ne? Jaz ne bi mogla z nobenim več komunicirati. Jaz točno vem, da je ta del tudi zelo povezan z, tudi računalnik me ne bi zanimal. V naravi bi bila, pa opustila bi vse komunikacije z zunanjim svetom, ker me ne bi zanimali. In bi se sam tam še ukvarjala, ne vem, s cvetovi, čmrli in s tisto meditacijo v naravi. Ker za moje pojme, če bi šla do tja, bi sam še lahko meditirala. Recimo Šri Aurobindo, ki je bil guru tam v Pondicherju sosednjem, kjer smo mi v Orevilu, imamo umetniške ateljeje, 4 umetniki. In guru Aurobindo, filozof Aurobindo, on je za ne vem koliko let se spravil v eno sobico svojo, ni se ven več prikazal, svoje učence je razpustil in jedel sam banane in hodil po marmornem belem tleh, tako da so se njegove stopinje v teh letih, ne vem, je bil 6-7 let ali 10 tam not sam v tisti sobi. Prihajala pa sam ta njegova učenka oziroma ta Mira Alfasa, ki je pol Oreville ustanovila in imela svojo idejo in tudi Ashram vodila pol. Samo ona je z njim komunicirala. Pol se je vrnil tudi nazaj, ker se je mnogo zlomil na enem nivoju in je rabil zdravniško pomoč in hkrati se je pol integriral spet nazaj pol k učencu. Skratka, če je nekdo tak, ki je že prej veliko komuniciral s svetom, se odločil, da je nehal živeti na ta način, je vzel banane, se ni rabil nič več tvoska, razumete? Skratka, če pa mi živimo v masi vseh teh energij okoli nas, ki je neskončna različnosti, Zemlja premore neskončno kombinatur in nas in vsega, kar je v pojavnosti okoli nas, v tem smislu mi rabimo različnosti. In jaz tukaj zelo čutim z Japonci, da ta različnost, ko oni kombinirajo, pa na en tak poseben način znajo uglasiti sebe s to hrano. Jaz mislim, da ravno s tem odnosom, ki je že čista umetnost, zen, kako oni to pripravljajo, kako oni strežejo, kak odnos imajo. Jaz mislim, da je to ta pot, po kateri naj bi človek tle hodil. Tudi, če je tam še meso na krožniku, tudi, če je, ne vem, karkoli. Njim to pač, ta njihov odnos jih ohranja, oživlja in osvežuje nekako, ne? Ker ko jih vidimo, da so
mladostni, konec koncev. In vidimo, da so zelo učinkoviti. In vidimo, da imajo eno svojo zgodbo na planetu. Recimo, ne poznajo kletvic in preklinjanja. Tako, ko ne odmečajo stran hrano, ne poznajo preklinjanja. To pomeni, da taka rasa nekako se drugače obnaša. Ne da bi jaz mislila, da smo mi zdaj manj ali pa da so oni več, ampak dejansko so lahko učimo od enih kultur takih, ki zelo drugače postopajo, kot recimo postopamo v tem okolju, ki se zdaj mi nahajamo. Kako sem jaz prišla do tega pol sem šla na sadje. Ni bil post dost, ne. Tisti post je tam na tej točki naredil eno veliko čiščenje, ampak hkrati sem jaz čutila, da moram sam sadje pa oreščke jesti. In takrat sem jaz velike količine tega jedla, zato ko sem jaz del, da to krabam. In 8 mesecev ali 9 sem bila sam na tem, pa mi je bilo pa zelo čudno sploh še nazaj na riž kuhan, recimo sem prvič pojedla in mi je bilo zelo čudno. To je bilo tako težko, gosto, ena žlica rjavega riža kuhana je bila v primerjavi s tistim sadjem, ki bo telo več ni vedel po 8 mesecih, kako se počuti, ko bo nekaj tajska pojedel, kot je žlica riža kuhana. In tudi nič mi ni bil okusen. V aromatičnem sadju meni tisti rjav riž ni bil prav nič okusen. Pa še tako mi je bilo. Ampak sem šla pa normalno v neko vegansko prehrano, zelo strogo vegansko, to pomeni nobene kave, nobenih pravih čajev, seveda nobene bele stvari, jaz tudi solate nisem mogla jesti, jaz sem tudi solato slišala, toliko sem bila subtilna, da sem slišala cviljene solate, ki odrežeš, pa se ne zmišljujem tega, ker sem pač živela v naravi in sem imela tak stik takrat s telesom. Zdaj lahko jaz mirno jem solato. Zaradi tega, ker nekako sem se naučila z njo ravnati, da jo ne prizadanem, da me njeno cviljenje ne moč ali pa da tega cviljenja sploh ni več. Razumete? Tle sem jaz šla res v neko subtilnost. Jaz sem tudi povečala vse svoje sposobnosti zelo, da sem se začela spominjati. Karkoli sem hotela se nazaj spomniti, sem se lahko. Pa ne zaradi hrane same, ampak zaradi tega, ker sem imela določena nagnjenja in določene interese na tistih področjih. Jaz zdaj živim tle tako, kot vsak po vsej verjetnosti in gledam ljudi, ki so šli v tej prehrani zelo, zelo naprej od mene in gledam tako občudujoče na enem nivoju. Pri nas je ena punca živela v Sloveniji pred 2 leti v Indiji, ki je bila pranojedka, ampak jaz nisem mogla verjeti, da ona tam je mango, ta grepa, papaje, pa da tistega sadeža ne proba. Ona je dejansko, se pol je tudi šla nekaj jesti. Ampak trajali par dni, ker ona je bila vsa shirana tam pred mano, pa gledala v tisto, da sem jaz mislila, ne, skaj pa ti ne poješ ta papaja, zdravesa, znaš ga, vrta. V glavnem, jaz razumem, da se tle ljudje zamišljajo ene stvari, da bo njihov nivo zavesti, ko bojo šli po nekih poteh, takih, kot so jih videli, da so eni že hodili, da se bo zvišal. Ja, lahko da se bo, lahko pa da se čisto nič ne bo. Gre za to, kakšen odnos imaš ti od tega, ali ti tekmuješ sam s sabo, ali si ti na to vezan, ali se postavljaš s tem, ali hočeš celo vladati komu iz tega nivoja. No, v tem primeru boš zagotovo sebi škodil. V drugem primeru boš pa lahko popoln stik dosegel s telesom in v glavnem ta meso je mene spremljal pa sladkor leta. Leta me je del sladkor mučil, mislim, da sem 2 leti delala na tem, da je šel iz mojega spomina. Ker meni tudi to ni bilo všeč, da v krizi moram imeti čokolado tam. Enostavno, to je bila klasika. Predmenstrualni sindrom, eden te malo žal, čokolada je tam, gremo. Dobro se počutiš, 5 minut, 10 minut, pa ure, 1 uro, 2, 3 in pol spet sladkor pade in še ena čokolada je tam. In tako naprej in tako naprej. V glavnem, ta hrana kot nadomestek, ta je non-stop prisotna. Zakaj nam v resnici manjka, ni predmet današnjega predavanja. Mi probimo zdaj tle najdeti neko
možnost do vsakega, v katero se lahko usmeri. Kaj bi jaz od vas želela zdaj je, da ocenite sami pa se. Koliko biološke hrane pojeste, nič vam ne bo treba to govoriti, sam zaradi vas sami je to. Koliko biološke hrane, to ni važno. Koliko biološke hrane pojeste glede na celotno hrano, koliko rafinirane hrane pojeste glede na celotno hrano, koliko sveže hrane pojeste glede na celotno hrano. In koliko ste zavestni tega, koliko pojeste. Pol me pa zanima, če še predelujete, koliko strupov zaužijete, pa točno veste, da jih, koliko ste zavestni tega, kaj je naša telo. In zdaj vam dam par minut časa, tudi lahko ste malo na WC, lahko si kako sokaj vzamete, ampak ostanite prosim s tem, da imate te podatke po sebi. Da vidim, da ste zavestni tega, kje se zdaj nahajate. Ker ko smo mi zavestni, kje se zdaj nahajamo, lahko nastopi večja sprememba v boljšo smer. In dokler nismo tako kauna, ki 14 let načne je, smo na poti. Na poti do nekam. Kam? Pa nekako ne vemo niti sami verjetno v celoti. Če ne bi bilo življenje tudi malo preveč predvidljivo in bi nas mogoče ne inspirirali to. Nekaj je le treba pustiti, da nas preseneti. In če je to bolezen in če je to negativno, na enem nivoju lahko vsako stvar pač uporabimo in spremenimo v pozitivno. In jaz bi pa rada kakšna vaša vprašanja, na katero temo naj vam kaj povem, kaj vas zanima in tako. Ampak najprej, koliko presne hrane, koliko organske hrane, koliko kaj še, rafinirane hrane, koliko zavestno vnašate strupe v telo, od nikotina, kafeina, vsega, od adleže, vse. Morfinov, apaurinov, čistarkoli. Ja no, kaj, vse poznamo, ne? Ta družba vsebuje vse. Zdaj smo tle, lahko bi bili pa v lekarni. Dobro? Torej, 5 minut vam dam. Ni pa treba kamer, ampak jaz rabim malo pauze. Ampak pol pa začne. Jaz imam en sledljiv postavljeno črto, ker sem si da zamislila, ker sem včasih mislili hrano. Kje so srečala? Dve umetnice so srečala na predavanju hrane. Leta nisem jaz načela. Malo, ampak tam je gor. Jaz si nisem mogla misliti, da bo presnojedstvo pa organska hrana v Sloveniji bog na takem visokem nivoju do tega leta 2014. Tole sta dojeti od proorganike, veganski in bio. Seveda je nekaj tudi presnega velikčin, ampak nekaj pa ni, Tako da danes s ljudmi, danes si vem prepočno več. To je moja pravila. Bolj, ko sem sama, bolj sem preprosta. Bolj, ko se mešam, bolj se kombiniram. Se strinjam. Ti tudi? Ja. No. A delate li sezname? Ne. Deli sezname. Delim. Matej, pogajka vzemte še kako žličko. Jaz delim sladoled z vsemi. Če rabite kaj vode. Kaj pa, če se preveč uživa teh oreškov, a se ne zvišuje holesterol, da je pa preveč maščobe? Nisem slišala prvega dela. Če se teh oreškov preveč uživa, se priporoča, ampak ima po drugi strani pa tudi dosti bolj maščobe in s tem je nevarnost holesterola, ko se poviša. In tudi teh solate, ko imajo veganci, sem brala, da je preveč uporaba teh olj in pa tudi zelo... Jaz nič olj ne jem.
tudi to negativno deluje potem na slab organizem, preveč potem v solatah tega olja. Ne. To zdaj je zelo tudi negativna stran tega prehrane. Jaz sem vam tle pripravila Darja Corteseja, ko on zna vse iz divjine si vzeti, ne. Dario Cortese on je rekel, da človek rabi vse, kar je tamle v zunji, plus 54 manj litrov olivnega olja letno. Jaz sem videla, da je to na osebo skoraj 2 litra na mesec. Mene je bilo to čisto prav. On po moje dela kot 200 po te stvari. Ja, ampak vse, torej ti na enem nivoju nekaj odvzameš, na drugem boš pa dodajal. V glavnem tisti, ki ne bo šel v tok divjo hrano, ki je sigurno najbolj energetsko čista in bogata z vsem hravno, in za ston. Tega še nisem zvolila. Skrataš, to ali Kobilica dela in Karin bivša Škurca, ne vem, prav organika. Obožujem njihovo tole slaščito, ki so... Ja. Pa prav, da lahko tudi brez olj se da nekako, da ni potrebno toliko olja. Jaz tudi mislim, da ne. Ni potrebno. Koliko bi vi priporočali, recimo, nič ne moram reči. Na mesec, največ? Jaz ne bi sploh priporočala nič, ampak bi rekla takole. Glede teh maščob, ne? Olja obvezno pravijo, da hladno prešana, to je prvo. Nobenega olja, ki ni hladno prešan, sploh ne priporočam. No, ampak koliko količinsko zdaj se gre, ne? Jaz sem videla, da tale kokosov olje, se lahko pri visokih temperaturah, kot upravlja. Medtem, ko recimo hladno sončnično olje, tudi ko ga boste dali na vročino, bo začel razpadati na načine, da ne boste zadovoljni na dolgi rok s tem. Ali pa olivno isto. Zato olja na koncu dodajamo hladno prešana, hrano dušimo. Ali na nižjih temperaturah kuhamo. Ali v pečici zagotov mikrovalovka, da prva, ki bi jo sčrtala iz vsake kuhne, kjer jo vidim, zaradi tega, ker dejansko je najhujši stroj, ki pač povzroča anomalijo kompletno celotne hrane in celotnega organizma, ampak na njem je pač zasnovana celotna zahodna civilizacija. Vse, kar pojeste, pogrebga, krvni, tisti hip ustvarjen, je pač šlo čez mikrovalovko. Jaz sem pa ravno brala, da mikrovalovka najmanj uniči vitamine, da se najbolj ohrani vitamine. Ja, kaj pa doda? Viktorijo Butenko ste videli, ne? Poznate Viktorijo Butenko? Ja. Jaz ne bi rekla, koliko je potrebno. Jaz bi rekla, koliko je nepotrebno. To se mi zdi bolj ukvarjati s tem, koliko je nepotrebno. Če vi fajn funkcionirate, pa če pojeste več maščob, pa če imate v redu holesterol, jaz si nič ne čekiram, nobenih stvari. Jaz sem za 7 let celo zdravstveno takrat strgala pred dosti leti. Nisem čutila več, da se pripada meni, kaj ta medicina. Zdaj imam vse lepo urejen, ampak si ne delam nobenih čekiranj. Zaradi tega, ker si delam čekiranja sama. Ampak vsi normalno hodijo čekirati stvari, kot so vitamini, minerali, vse to čekirajo, kaj manjka. In vegani, B12, pa D-vitamin, pomanjkanje. In tisti, ki so preveč mahnjeni na čistost. Na kaj? Čistost. Da vsako stvar sterilizirajo, da malo da nesterilno živijo, B12 manjka. Jaz sem zmeraj čutila tako, da če jaz imam kuhno kot en laboratorij svoj, potem pa če mi kaj na tla pade, pa kaj tako, da jaz to mirno lahko pojem dalje. Zakaj ne? No, v glavnem tam not je ta B12. Tam not so bakterije, ki pomagajo pač, da jaz ta B12 pijem v tej obliki. Nezavedno je to bilo pri meni, ampak zdaj vem. Drugač pa maka vsebuje B12.
D-vitamin pa spet. Pri nas ne dodajamo veganskim jedem veliko D-vitamina ali pa na splošno. Američani imajo vse pod D-vitamin dodan v vsaki hrani, mleku in ne vem, čem vse ne dodajajo D-vitamina. In zdaj sem brala pač pri nas, da pač sončenje je čisto prepovedano, da v vsakem primeru nič sonca. Jaz ne moram razumeti, kako lahko odvzameš tisti osnovni vir, iz katerega vse izhaja, in klorofil in utekočinjeno sonce kot klorofil, kot prav Botenkova, je pač nujno, da mi sprejemamo tudi takole. Ampak D-vitamin, nič med vami pa soncem ne sme biti, nič kreme. In tudi pol 2 do 3 ure, da se počasi absorbira, ne umira. Recimo, to so finese nekega sprejemanja sončne energije, ki pa mora biti spet za vsakega dozirana posebej in za stopno poravelosti vaše in za tega, koliko zmore organizem tega sprejeti. Ampak jaz vem, da če meni D-vitamina manjka, če ni sonca, pa če ga ne dobi cel telo, jaz začenjam ne delovati, pravzaprav ne delujem. Delujem na pol. Nisem več to jaz taka, kot sem. Ja, sej je recimo, ko si na soncu, koliko dobiš ti energije, potem kako se dobro počutiš, ko si na morju ali pa takrat na počutnicah, koliko prideš nazaj imunsko, ko bogat, trden. Zelo čist drugače, ko si pa prešel. In zato pa tudi pravijo čez zimo, da si dosti bolj močen, da te ne dobijo vse te bolezni, pa virusi, pa tako, če si imunski sistem je treba jačati in pol si pripravljen tudi za tiste udare življenja, na katere nekako nisi vedno pripravljen in si jih ne moš zamisliti. Skratka, večanje imunskega sistema z jedenjem veliko več presne hrane. Kaj smo imeli najraje, ko smo bili mehni? Kaj ste imeli najraje, ko ste imeli? Sadje. Tega sem jaz jedla ogromno. Hkrati sem pa morala jesti tiste 3 obroke, ko sem jih pa še dodatno dali. In tiste naredili pa kompletno vso štalo v mojem telesu. In jaz še zdaj nekako delam na tem, da korigiram tiste nepravilnosti do recimo 25 leta mojega življenja, ki so se zgodile. Še zdaj korigiram to, ker dejansko se zelo veliko stvari že takrat, tudi če spremeniš v celoti vse, še zmerom so ostanki nečesa, ker je tam bilo prisotno in je še eno delo, ki ga je treba upravljati, tako kot recimo nohte, postrižemo redno ali pa lase malo prestrižemo in brade in podobno. Skozi je delo. Tle bo skozi delo, tle bo skozi naprej, tle ni konca, jaz pravim, tle ni konca. Mi gremo ves čas lahko naprej, v to, kaj nam res ustreza. Dajmo se malo zasvojenostim posvetiti. Zakaj mi ne zaznamo telesa takega, kot bi moral biti, ker je on zasnovan kot zelo občutljiv inštrument, ki je zelo inteligenten, ki zna tle na tem planetu največ od vseh, kar jih srečamo na tej poti in niso ljudje. Torej, mi bi mogli biti najbolj popolna rasa, ampak mi najbolj ven števlimo iz celotne narave kot najbolj nepopolna rasa in obenem smo že na pol tako, ker da sploh ne pašemo več s tem, ker smo mi temu planetu dodali na ta planet. Nažalost, je to res. Skratka, zakaj smo šli toliko stran? Pohleb. Kako se pohleb kaže v telesu in hrani? Poznate ljudi, ki se hvalijo s tem, kaj so enkrat pojedli in kaj so prišli jesti polže in kače in to, šunko in in tret in to je ena stvar, mislim, družben status kot hrana, kot družben status, vladanje nižjim plastem na podlagi tega, kar jaz tlačim v svoj želodec. Zdaj sem videla tudi problem super hrane. Ja, jaz pa nimam toliko denarja za to drago hrano in zdaj sem nekaj manj. Ja, nisi manj, ne? Samo začeti moraš drugače razmišljati, ne? Pejt pa Cortesejevo knjigo si kup, pa na netu zastonj vse pregledati. Vse možno brezplačno že dobiti na krožnik, če hočeš, če se le malo potrudiš. In si najdeš drugačne poti. In pejt
nabirati sadje po drevesi kmetov, ki ga sploh ne pobirajo in ga psuš doma in ga mes za zimo in znajti se na 1001 način, ki ti ga narava da. Ker ti da, ker zemlja je radodarna, tako da vintnarja. To ni stvar zemlje, ne? To je stvar neumnega človeka, ki narobe dela tle, ne samo z zemljom, tudi s svojim telesom. In ki se mu to zelo krepko pozna na tej poti, ne? Zato jaz pravim, da tle izobilje je, ampak ne? Je pa tudi preprostost, ne? Jaz pravim, da je treba videti, koliko si ti vezan na kakšno stvar, in na ritual, in na načine priprave in tako. Meni je važna ta ekonomija telesa, da če se meni ne da toliko kuhati, ja, saj res, meni se to ne da. Zakaj bi jaz zdaj ta čas, ki bi ga raje nekam drugam dala v to presneto izničevanje energije ohraniti, tako da bom 2 do 3 ure celo tam to počela in pol še 1 uro pa pol jezna, ker mi je še toliko dela kosila ostal in ker mi zdaj sploh ne paše več tega delati, ker sem sita kuhnje, sita kosila, prebavljam, pustite me na miru. To piše gor, če ti narobe pač ješ. 3 ure delaš, 2 ure delaš, pol pa ješ pol ure, uro in pol še 2 ure za sabo pospravljaš. Ja, pa lepo prosim, 5 ur za en kosil, ne? Vsega skrb, to je za mene strašna potrata vsega, kar jaz sem, ne? Mislim, 15 minut sem imela nekaj časa na dan za pripravo, za uživanje pa malo več. In sem se tako odvezala, da nisem bila čisto člačna, da sem enkrat na dan samo jedla. In to do 4 popoldne nisem pomislila na hrano. In potem sem se normalno spet začela obnašati. Zaradi tega, ker sem videla, da ni treba, da imam to v manju, da sem kaj en dojenček, ker se moram non-stop hraniti. A razumete? Zdaj ta razvada civilizacije je strašna. Mi smo zdaj postali na enem bolj pravi dojenčki nazaj, ne? Pa tole, pa uno, pa Instagram, pa Facebook, pa dajmo pokazati, kako mi krasno se imamo. 3/4 ljudi tam kaže, kako bojo hmal zboleli od vsega tega, kar počnejo. Ampak jim je to velik ponos in užitek. Nekaj se kompenzira skozi ta užitek pozitivnega, ampak nekaj se pa nalaga kot negativno. In vedno imamo neko to notranjo računico, ki jo mi sami nekako moramo, ne kot moralno držo imeti do telesa. Jaz nimam nobene moralne drže. Če meni zdaj paše eno jajce pojesti, da jaz bom pojedla. Zato, ker moje telo bo prav s tisto snovjo, ki je tam noter, uravnotežil tisto, kar je treba, da jaz tale hip sem. Torej, a sem vegan pol? Ja, nisi. Ja, kdo je moj sodnik? Kdo je moja moralna sodba? Kdo je tist, ki mi bo dirigiral, kaj bom jaz? Ne? Skratka, tle se treba otresti vseh teh šablon družbe tudi. Neko je zdravo zate. Razumete? To se učijo vsi v šoli. Ni zdravo zate. To bolezen boš dobil in boš imel vse sklepe bolane na koncu in boš ves smrkal okoli hodil in boš ves bronhitičen, boš ves atmatičen. Vse sem tudi to bila in boš imel cel kup alergij na koži, pa senil nahod, pa hvalil se. Jaz bom senil nahod. Ja, lej, ti narobe nekaj delaš, zato imaš ta senil nahod. Ne. Ta družba je zakonila to, da se določene stvari, ki so popolnoma negativne, obravnavajo kot všečne in pozitivne. I like. 100 ljudi lajka. Ne. Tako si dajemo podporo tam zato, da se še bolj tle razvadimo in zasvojimo. Zasvojimo tudi sami sabo in svojim lastnim načinom razumevanja tega sveta, dojemanja tega sveta. Dajte mi kako istočnico, prosim. Kava. Plus in minus. Kava je sadež, dober sadež, lepo diši, aromatičen tak sadež. Ampak hkrati je močna. To je gospa, ki je močna. Tam raste na tistem senčnatem napol, ampak toplem pasu. Zelo lepa je. Jaz sem jo v gozdu enkrat ozrla v Kodaj kanalu v Indiji, organic coffee so tam delali. Prišla sem iz enih slapov in enega hriba dol, še sloni so tam nekaj prisotni, nisem jih videla, ampak so bili tam divjina in zagledam to, kaj pa je to? To
lepo je bilo, svetlo se je živo zeleno, močne jagode, velike jagode. Wow, mali list. Kaj je to? No, kava. Lepa, tudi tako, ko raste, vse. Ampak pa mi to dražimo, ne znam. Če je taka, še dobiš šele to, ne. In čim je toliko temperature, in čim je to pride... razgradi, ne? Ja, in kava je močna in je kisla. Kar moramo mi najbolj vedeti je, da smo mi basični. To je basično. Pol kakao je podoben, ne? Tudi tam temperature visoke, pa čokolada, tudi visoke temperature. Vse, in je to vse kislo. Ja, ampak kakao imaš tudi raw vegan, ne? Kako? Tudi surov ga imamo. Ja, in je pozitivno, je bazičen kakao. Ne bi vedela. Ne bi vedela ta nekaj. Za kavo točno vem, da je kisla. Kakao meni ne škodko. Skratka, ona je zapeljivka. Mogočna. Cela družba jo obožuje. Kako jo ne bi še ti? A razumeš? To pašeš v ta krog. Ta krog je fajn. Tleh je velik. Tam pa ni skar nobenega. Polni čaj, poln zeleni čaj. Dejte mi že mir, jaz hočem eno kavo. Ampak kava ne prije nikoli sama. To je že kisla. Drugo te hiter našpona, potem pa hiter dol tudi spusti. In pol je nova, in je nova, in je nova, in je nova. In Starbucks, in nov, in nov, in nov. Gremo dalje. Ampak še zmeri, ki sem bila v vsem delu, sem šla za moža kupiti ta njegov lonček kave in tam je res fajn. Res je fajn. Krasni ljudje so bili, zabavali smo se. Jaz sem tudi malo probala, sem bila malo soja latte, ne? Soja latte. Z mojim imenom pa, a res? A ja, tam ti tako napišejo. A ja, fajn. 100 lajkov, takoj. Ampak ona izpira naše minerale iz telesa, na dolgi rok je zelo agresivna. Ena spredelca na dan in to ne natešče nikoli. Najprej jest in gosto hrano jest in pol tista ena kava. Ne na sadje, spet ne bo šlo. Če gre sadje skozi, pol še ja. Sadje zelo, zelo pasteno. Kar vam lahko povem je, da sadje res ni za mešati. Ni. Še posebej ne z ostalim. Malo se kombinirala sploh s čim. Ampak sadje je čisto zdravilo. Eni prokliniki so v Angliji, ki sam na lubenici celi. Organik lubenica, vse bolezni od raka dalje, vse zdravijo. Ampak miksajo celo. Niti zelenja ne vdajo ven. Poznam eno osebo, ki se je tako pozdravila in pošla v raw vegan in to je tudi v moji prvi knjigi Amanda iz Londona. Skratka, mi smo na Balkanu, tle pa še posebej to, ne? Mi smo tle še bolj na to, ne? Kafu mi draga iz peci in to, ampak jaz pravim, da je kava precenjena. Jaz sem v bistvu s kavo nadomestila porcijo alkohola. Ta je boljša, ja, ta je boljša. Zdaj pa še zmanjšuj, ker ona je taka, zdaj jo malo, pa hoče pa malo več, pa hoče še več, pa hoče še več. To pomeni, da je dosti posesivna in da je dosti manipulativna. Razen, če ti nisi sam tako, da se pa omejiš na eno. Saj ti si lahko močnejši od vsega. Ti si lahko močnejši od atomske bombe, od sevanja tam. Ampak, ne, ker jaz čutim, da meni vlada, jaz ne pustim, da mi vlada. Pa to ni važno, ali je to vom po kavi, ali je to, ne. Karkoli je taza, ker mene bi tako preveč tja. Ker pol vidim, da mi ne da tiska. Jaz gledam, kaj dobim pol od tega. Tist fajn, aha, jem fajn, ne, pijem fajn, okus super, ne. Kaj pa je pol? Pa sem imam fajn nekaj časa, pa sem naspidirana do konca, zdaj nisem nič na kavi. Tole še zelo malo kakava. Skoro sem sadje pa solata. Evo, tokle energije. In če bi jih bilo tle 1000, bi jo bilo še vedno dosti. Zato, ker imam ful energije. In hoče ven. Sem bila zatrta v zadnjih letih in zdaj pač moram se bolj udejanjati.
zato tudi se zdaj bolj socializiram na to temo, da sploh zdaj tale predavam. Vas lahko sam malo premaknemo? Ja, sedete, kaj se snemi. Ali pa kamero, ja, se v redu, je že v redu. Ja, sem tja. Kamera je bila tam v zadnji. Sam par zdaj ne krija. A je v redu zdaj? Ja, fino. Dobar dan. Ko se socializiraš, moraš se različno spet hraniti, spravim jaz. In tle, ko jaz vidim, da mi ta kava pol na eni točki ne da to, ko mi obljubila, jaz pa rečem, imeli sva frendico, ker sva že bile toliko časa skupaj. Ampak, zdaj se nekaj časa ne bova biti. To pa ne pomeni, da sem koga več nesrečala. Jaz imam ta odnos do vseh teh duhov narave, tudi do sadežev, do vsega. S tem, da sem videla, da sadeži niso posesivni čist nič in da se tudi res dajo in da se res dajo. In tudi semenke, ja, čim lažje jaz dobim neko hrano do sebe, to pomeni, če imam svojo jablano postojeno in trgam to, pa dam takoj v usta, to pomeni, da sem 100% jablana. Jaz sem jablana. Tle ni več ne razlike med mano in jablano in jabolko. In jo gledam, kot cveti in ji malo porežem vejc, ko gre v rast spomladansko in ji malo dodam komposta iz vrta in tako naprej. In tle je ta direktna sončna energija, kot je do mene. Hočem sončenco. Sončenca je lepa roža, krasni jo gledam, zelo že začenjajo, fajn so, luškene so, ampak kako mi jaz to sončenco ven dobila? Skratka, čim vidimo, da je več dela zraven pri tem postopku, pol že vemo, da tega dela mi ne bi hoteli kar skozi upravljati. Ne bi ga hoteli. In če ga mi nočemo upravljati, pol tudi se ne ukvarjamo toliko s to hrano. To je nekako tako. Indijanci je imel pravilen odnos do tega, kako je ulovil žival, in je bil njegov boj živaljo enakovreden. Zdaj nobena žival na planetu Zemlja ni enakovredna s človekom, ki bi jo tako lovil še po stari tradiciji. Lahko je še kdo z lokom loviti, pa se zmeni živaljo, pa se jo pravič, pa mu pol žival da sebe, tako kot tudi mu rastlina da sebe. No, sadež sam po sebi, pa že tako dol pade. In tle se je menda vse začelo, z eno samo jabko. In menda gre vse tudi tja nazaj. V tej prezentaciji vam bom jaz to dala eno povezavo na Facebooku, če pogledate, kjer pa nima Facebooka, bom dala pa tlele moje vizitke, pa mi lahko pišete vaše maile in bom jaz to prezentacijo poslala, oziroma se boste lahko sami sneli. Ker jaz sem tako razmišljala, da tale frutarjanc, Mango, imate enega blogerja, sem najdela zanimivega. On je res prišel do tega, da res samo je direktno iz drevesa. Ne gre tam tako kot Američan ultramaratonskega, imate tam, ker je zmagal ne vem kakih tekmovanjih, on sam sadje je. Ampak on ima 5 zmrzovalnih skrin ali pa hladilnikov doma predelanih za to, da si nabavil toliko sadja hkrati in poje ogromne količine sadja. Na pol tako kot slon je že. Glede na težo, ki jo ima, poje ziher več kot slon. Ampak dosega strašne rezultate. On je zmagovalec od maratonov, ultramaratonov, 150 km na sadju teče. In ta ne bo... To je Jurika Skota? Rich Roll? Ne. Daj mi tam kaj. Kdo zna gapet za rež? PC. Da bo še enkrat zavajka. Daj sam še tole. Jaz vam bom dala to možnost, da če vas zanima ta material, ta fant, frutarjanc, je malo čuden. Malo je poškodovan, pa tako že bil. In on živi čisto tako z naravo. In on je rekel, nobena žival se tle ne giblje tako. On je vse te ultramaratonce izničil, Kaj je s tabo narobe? Kira žival pa sama od sebe, če ne rab hrane loviti, gre tukaj hitro laufati, pa ne vem, toliko se izčrpavati. To ni normalno. On je tudi ta gospod, ki dela tele poste na Kostariki, on jih da kar na poste v neskončnost, v 60 dni so na postu in nič se ne klistirajo. Skratka, kar boste najdli same kontradikcije. En vam bo rekel, tole moš nujno, en vam bo rekel, ne, to sploh ni potrebno.
In vmes bojo še kakve sodbe, tožbe padale, so prav se srečujejo, recimo temu na postu so ta dva tudi umrla, ko imate dober član. Ampak on je prišel v enih ugotovitvah naprej. In je en pionir, tako je Butenkova en pionir, tako je tudi ta ultramaraton, vsakemu čast, mislim, on se imenuje zdaj TheFruitarian.com in pa od Mango se pa imenoval prvi TheFruitarian. In oba dva, ta iz Kostarike pa je večina opravil pa čim manj jesti, čim manj. In on dosega neverjetne rezultate. Nič ne trenira, ampak ko ga pregledajo, ima kot 57-letnik, menda 12-letno telo. Tiste teste ima take, kot ima otrok 12 let. In koliko časa ima frut? Ne vem, ni sam na frutu, ampak on zagovarja, on prav, nikoli ni treba toliko se basati. Recimo banana girl, ki ima tako, ne? Ona pa 30 banan takole poje, pa je takale sukcena, takole oska. Jaz njo videla jesti, ona vse pokaže. Ona brez težav, oni so tudi, en je rekel športnik, jaz sem 72 na dan pojedel banan. No, prosim vas, to jaz ne moram zagovarjati kot človek, ki je tle z ekologijo povezan planeta. Če si ti sposoben toliko banan vzgojiti vsak dan, ja. Ampak to, da greš pa na kolo ali pa jih pa zgoniš tam, to je pa za moje pojme res en dokaz, da sicer telo zmore vse, a ne? Kar se tiče fizisa, ampak tudi en dokaz, da v možganih vse ne štima, ne? Tako ali tako. Ker takrat, ko se voziš vseh teh kilometrov s kolesom ali pa laufaš, pa ti mora tudi kaj v glavo paziti, da mogoče se kdaj, ne? Da daj svojo energijo še kam drugam, glede na to, da ta svet potrebuje junake, a ne? Če dovolite, Viktorija Butenko, ne, ravno je govorila, smo na gospodarski zbornici pred parimi leti o teh stvarih, da recimo samo presno, samo sadje, ne, so je povzročalo težave, kot mnogi, ne. Tako da zgleda, da je to zelo individualno. Eni, recimo tale kolar, ki ne vem, za Lejevsko ni, verjetno ga poznate, kolar, ne, ki je samo sadje, ne, in se odlično počuti. Tako da zgleda individualno, ne. Sicer hinduistična doktrina, ne, oziroma filozofija prav, tako da je to vsakična hrana ne bi bila najboljša. Hrana brez karme, ne? Ampak zdaj, da imamo pač različno karmo in smo različno prilagojeni, ne? Za različna okolja in z različnimi ljudmi delamo. Ampak se mi zdi, da je to tudi pomembno, kater letni čas. Ker tudi telo zahteva glede na letne čase, ima drugačne občutke, drugače funkcionira organizem, recimo poleti ali pa po zimi. In mu moraš potem zaradi tega tudi hrano spremeniti. Tisti, ta recimo ultramaraton se živi v New Yorku, zelo mrzla zima je bila letos. On dejansko je šel ene hribe visoke, ima video posnet, neverjetne rezultate dosega. Ta fant, 36-37-letni menda, on dosega take rezultate tudi sred zime. On pravi, da ne rabi nobenega prehrane, nobenega čaj. Kje? On iz Kostarike, ki dela postelj. Ne, čaj, bože mili, vsak zelišče, stopen, je rekel. No, zdaj pa pogledajte eno zeliščarstvo, eno znanje zeliščarstva, recimo v prostoru, kjer se mi nahajamo, v Sloveniji. Koliko znanja je tle in on z eno roko takole stran. Ne? Glejte, tle ne morem ben vam povedati, kaj je prav pa kaj. Tam so pa tudi neki ekstremi. Ja, poprečje je pa tako. Kaj pa prav budizem, ne, middle way. Buda je na koncu, ki je šel čez dva ekstrema, prišel do tega, da je srednja pot brez pomoč. In jaz tudi zelo se strinjam, to je moj slogan, srednja pot brez pomoč. Zaradi tega, ker naše čustveno stanje poniha, ne, ali pa naš bioritem, ki niha. To nam ni fajn. Kateri ženski je fajn PMS? Kateri ženski je fajn klimakterij? Kateri ženski je fajn ali pa moškemu? Vse te ritmične, ženske imamo bolj povezano ritmičnost, ne, bioenergije in potovanja čez to čez lunin ciklus, ne. Ampak dejansko mi ne želimo teh ups and downov, ne. Tukaj si moramo pojasniti,
Ker če imaš haj, imaš tudi lov, ne? In to se moraš zavedati teh dveh skrajnosti ves čas, ki jih moraš uravnotežiti znotraj svojega lastnega telesa in znotraj svojega lastnega življenja. Tako da harmonija je osnova, ki jo poskušamo ves čas doseči in s tem, kar vnašamo vase in s tem, kar dajemo ven. Ja, ker tudi cukor se dvigne, ne? Zato, ker toliko banana poješ, veste, koliko imaš to visok sladkor. Ni problema. Sadim nobenim. A da ne? Nobenim. Da ne to vpliva na diabetes. Ki jeste brez težav. To je samo zato, ker je telo že podvrženo prevelikim dozam sladkorja bilo. Če ne, pa jaz vidim to malo, ta banana girl je bila debela. In ta je dosegla neverjetne rezultate tudi v fizični kondiciji. Ne? Vsi, ki jejo toliko sadja, oni tudi ogromno telovadijo. S tem, da je pa tudi ta punca začela zelo veliko družbeno delati. Ona hodi kar po restauracijah, ima kar listke zraven. Pogledajte, toliko jeste, res ni dober, pusti listek, to vam bo škodilo. Čist prostovoljno dela. Recimo vidim, da ima eno tako tehniko zanimivo, ki bi si jo nekako sama kar ne drznila tako početi. Ne? Kot umetnica, kot instalacijo bi že še kaj takega se šla, ampak kot eno ozaveščanje direktno tam, ona si tako zadaja in tako naredi. In ta banana girl je res zanimiva, ne? Ker jo vidiš prej, jo vidiš zdaj, jo vidiš kako 3 kile pomaranč zjutraj spije v enem šusu, ne? Ko bo vsi rekli, kako sladko pa dobila. In vsi bojo rekli, ona pove, ona vse stereotipe sproti izničuje na sebe. In zdaj ima posnemalk. Tega, to je zdaj cel trend, ne? Koliko ima, pa imajo vsi svoj channel, ne? Light Twins sem zdaj najdla. Sta toliko smešna modela, to jih morate videti. Ona sta bila debela, čist, ničema ni več telo funkcioniralo, puhlesta, mlada, dvojčka. In pol sta kar naenkrat ugotovila, da taka nočta biti in tega sta šla radikalno vse raziskovati in radikalno sta postala vegana in samo presnojedca, včasih pa tudi, če nimate denarja, ne? Ker denarnica tudi določa, ne sem to, jaz ne morem reči, zdaj pa ti je tam 3 kile sadja ali pa pol kile zelenave, zelene na dan ali pa kaj tasega, ko stane toliko za toliko pa toliko. Nobenega recepta ne moram nobenemu dati, ki bi rekla, ja, toliko te bo pa tole stalo. Ravno tako se mi zdijo vse te recepture in vse to, kjer se toliko plačuje za vse to, se mi zdi grozotno. Ker dejansko bistvo s pravo hrano vse dosega na istem nivoju. Zdaj pa, kot le preveč dajemo, pa pol preveč dozemamo in imamo dvojno delo. Ves čas nekako dvojno delamo. Tako da dejansko, to je prav organika, to so tele, Slovenci, vegani in vse organsko. Oni, če nimajo ene sestavine, ne bojo tiste narediti. Toliko načelni so, recimo. Jaz toliko načelna nisem. Jaz sem pa povedala za mojo strukturo. 90% poskušam biti presna, 85% sem še zadovoljna, če gre pod 85% se ne počutim fajn. Če grem na 95, se mi da manj z družbo sploh komunicirati. Tako vidim. Ko jaz vidim, da moram to uskladiti, nisem važen, kaj jaz dam mineralno strukturo, vitamin, vode, kolega, koga. Nisem to. Važno je tudi kile, zdaj oprostite. Včeraj ste bili apetno? Pardon. Ne, zdaj je zelo... Jaz sem že blizu tistih kil, zato sem šla. 80% zagovarjajo Douglas Graham, da vsi poznajo se vse tudi predavanje. Jaz se zelo strinjam, da je 80-10-10 dobro. 80 ogljikovih hidratov, 10 maščob, pa 10 proteinov. In to boste dobili skozi oreščke, tokle pravijo, gledajte, kolikor jih daš v eno pest, tokle oreščko maksimalno na dan. Ne več. Ampak pol, če imaš tle sončenco, pol ne rabiš sončešega olja, če imaš tle bučenco, pol ne rabiš velikokrat prekurjenega bučnega olja. A si mi vse dala? Hvala. Čau. A razumete? Pol ne rabiš, če imaš ti avokado, ne rabiš avokadovega olja, če imaš ti lešnik, ne rabiš lešnikovega olja, če imaš ti sezam, ne rabiš sezamovega olja.
konc koncev, če imaš ti lan, ne rabiš lanenega olja, ker to je osnova. Osnova je sama semenka, sam lešnik je osnova. In pa smo jim nekaj odvzemali, veliko energije porabljali in smo dobili nekaj drugega. In čim mi več energije porabljamo in gre čez več rok, se sončna energija manjša v hrani. Odstotek sončne energije je manjši. Torej, gremo nazaj, zdaj pa semenke pa še nekaj. Namakati. To nam dolg časa niso toliko poudarjali, kot zdaj slišimo. Semenka, recimo sončnice, ko jo namočite zvečer za naslednji dan, jaz mislim, da se naslednji dan vedno začne že zvečer. Ker takrat se mi tudi mentalno pripravimo na to, kaj bomo naslednji dan naredili. Vsaj tisti, ki so dobro organizirani, to naredijo. In tudi ta dan nekako zaprejo, tako da pogledajo, kaj se jim je zgodilo. Mi smo temu rekli pregled dneva ali pa introspekcija dneva. Zelo pametni smo bili takrat. Ker ti res mogo nek notranji uvid dobiti v svoj dan. Tehniko si vadi zvečer. In tako pa tudi narediš, da te semenke namočiš. In so videli, da je aminokislin normalno v sončničnem semenu 8 ali 9. Ko jo namočiš čez noč in več stoji v tem, se jih 18 aktivira. Se jih še 9 aktivira in jih je 18. Si lahko mislite, da samo vodni element prinese tako spremembo, da se materija dejansko spremeni. Impuls kaljenja je, mislim, ne? Ja, tako. In to, ko mi vidimo, ko poznamo seme, ker eno iz semena pride pač tako vse, tudi tisti, ker pol krava poje, koncev, gre samo za to, da mi aktiviramo vodo vedno nazaj. Ja, skratka, če smo odvzeli semeno nekaj, če smo ga posušili, mu pol spet vodo dodamo. In s tem ga telo boljš absorbira. In še hkrati dobiva na vrednosti. In z vodo vred to zaužijem, ali vodo v stran, ko sem tam namakala? Ni nujno. Lahko jo zaužijeti, ni treba preveč namoč. Lahko samo to, da se jaz nikoli ne odvzemam razno recimo takim žitrcam, kot piše, da moraš pač, ali pa recimo čičeriki, čičeriko, ki jo namakaš zvečer, jo moraš pač zjutraj odlijem. Drugač pa ne odlivam. Jaz pustim semenu, da je tako, kot je. Ampak mandelni obvezno brez temne lupine, ki ima ogromno tanina, zelo preveč močnih snovi. Z tega spet niso nas učili. Zelo preprosto, tako da jih namočite v vodi in polko sami po določenem času grejo, s tem, da jih morate pa spet malo sušiti, če jih skladiščite, če ne grejo takoj v uporabo. Ampak mandel sam oluščiti in semenke, če se le da namakati. Ni treba konopnega semena namakati, ni treba indijskih oreščkov namakati, skoraj vse ostalo namakati. Še posebej lan, ker se, če ni namočen, ima sploh lan, ja, še posebej. Tako da vse, več ko ima pripraviš za to, da bo kar usklil ali pa kalček sam, več energije ima to. Pa se ga lahko lan dam med jogurt, ali se ga kar sam doživa, ne da bi se mešal z jogurtom? Kamor hočete, to je čisto po vaši presoji. Jogurt lahko tudi zamenjate z sojenim jogurtom, lahko z riževim, lahko ohranite. Ker nekaj, če je že ne, je boljš, da je vsaj fermentirana stvar, tako od mlečnih izdelkov. Ampak mnenje je, da ta zaščitna sredstva, strupena, s katerimi se semena branijo, pred škodljivci, zato boš znotraj vode stran odlit in jih oprati, ker ta sredstva,